Rada bi povedala še eno konkretno zadevo tudi v zvezi z postopkom za izročitev obdolženega Boštjana Šobe iz Kanade. Namreč, zakaj se pravzaprav zadeva tiče tožilstva? Ker sama izročitev ni stvar tožilstva. Zahteva za izročitev je bila podana in je vedno v takšnih situacijah strani sodišča, Ministrstvo za pravosodje pa je tisto, ki tehnično zadevo na zahtevo sodišča izpelje naprej. Ampak v tej zadevi so se pojavili očitki pravzaprav na račun Vrhovnega državnega tožilstva, na račun generalnega državnega tožilca, češ da naj bi šlo, da mi že vemo, da je ponarejena dokumentacija in tako naprej. Rada bi opozorila, da je državna tožilka, ki obravnava konkretno zadevo, sama protestirala pri tem primenu, ker je povedala, da kolikor ona ve, je izročitev zahtevana na podlagi dokumentacije, ki je v sodnem spisu in ki je bila podlaga za pravnomočno obtožnico zoper tega obdolženca. Torej, to je dejstvo. Na podlagi teh zadev, kaj bo kanadsko pravosodje storilo, ali bo obdolženca izročilo ali ne, je v pristojnosti kanadskega pravosodja. V zvezi s tem bi rada še nekaj poudarila, ker se je namreč v tej konkretni zadevi na strani obdolženca, za katerega se zahteva izročitev, pojavila neka gospa, Olga Filakovič, ki naj bi poleg tega, da je zatrjevala, da gre, ne vem, ali za ponarejeno dokumentacijo v tej zadevi ali nekaj podobnega, tudi navajala, da seveda moram biti jaz v tem primeru zelo jasno seznanjena, ker naj bi se sumi kaznivih dejanj, ne vem katerih, ukvarjal Eurojust v času, ko sem bila sama, pravi slovenska zastopnica v Eurojustu. In da naj bi vsa dokumentacija v zvezi s tem skrivnostno izginila, časovno pa naj bi se to ujemalo z mojim odhodom iz tega organa in bi seveda jaz morala vedeti, da se je to vse skupaj zgodilo. Torej, to je Nedeljski dnevnik ta članek objavil, mi smo pojasnili, da pravzaprav enostavno zadeve ne poznamo, da ne vemo, za kaj gre. Potem sem pa uspela tudi ugotoviti, da tudi gospa Filakovič je bila seznanjena s tem strani Eurojustra, da njene morebitne ovadbe oziroma dokumentacija ali karkoli naj bi že vložila, nikoli niso prišle do mene na Eurojustu. Ta odgovor je z Eurojusta tudi dobila. Nikoli niso prišli do mene, niti do slovenskega deska na Eurojustu. Ob tem je potrebno še opozoriti, ker je težko skonstruirati zgodbo sicer, da Eurojust ni evropski državni tožilec, ni organ, ki bi sprejemal vloge konkretnih fizičnih oseb, ki bi sprejemal kazenske ovadbe. Še vedno so to nacionalni organi držav članic Evropske unije, se pravi policija, tožilstvo. Torej, ne gre za zadevo, katero bi Eurojust sploh obravnaval lahko, ker ni državni tožilec. Eurojust je tam v Hagu zato, da pomaga pristojnim domačim pravosodnim organom pri njihovem delu, pri pregonu čezmejnega in resnega kriminala. Torej, jaz ne vem, zakaj se te zadeve, ki so zgolj dejstva in nobene neke subjektivne ocene nekako ne primejo, ker namreč ne vem, če je naš interes, da pravzaprav na ta način pljuvamo po institucijah lastne države brez kakršne koli osnove. Torej, to so dejstva. Gospod novinar je bil s tem tudi takrat seznanjen, da zadeva nima nobene zveze z nami in da pravzaprav s tem na noben način nismo bili seznanjeni.
Tudi ne drži, kar je bilo v tem članku zatrjevano, da kanadska policija preiskuje našo državo. Jaz ne vem, policija pač preiskuje konkretna kazniva dejanja konkretnih oseb, nikakor ne preiskujejo držav. Torej, v tej zadevi gre za pravzaprav insinuacijo in lažne podatke, s katerimi sama nikoli nisem bila seznanjena. Ta gospa pa je seznanjena s tem, da je temu tako, ker jo je predsednik kolegija Eurojusta že v letu 2006 o tem tudi obvestil. Toliko je glede teh konkretnih mojih odgovorov na konkretne zadeve. Ponavljam, kar sem povedala, so dejstva in nič drugega.